Luka Elznar, tekma proti Kamniku, 10-0, bolj pomembno kot rezultat zagotovo, kaj so vaši fantje prikazali na igrišču. Ja, točno tako. Mislim, da tlele ni pomembno, s kom smo igrali, oziroma kvalitete nasprotnika na današnji tekmi, ampak dejansko določene kombinacije, določene akcije, določen tempo, ki smo ga imeli v igri, tudi, bom rekel, neka zmagovalna miselnost, ki je krasila predvsem drugi polčas. In to so stvari, s katerimi moramo delati naprej. Ostaja nam še 2 tedna do začetka prvenstva in vidi se, da so neke stvari se premaknile v zadnjih dneh in je to tudi danes tekma pokazala v veliki meri. Seveda bodo te situacije težje prenosljive na prvenstvenih tekmah, ker je sigurno nasprotnik majčkeno bolj kvaliteten in ne bo pustil ta razvoj prav vsako akcijo, ampak če vsaj delček tega lahko prenesemo na uradno tekmo, bo dober kazal za nas. Zopet je trener zahteval hitre kombinacije, hitro igro in tudi vztrajnost vse do zadnjih sekund tekme. No, to je ta zmagovalna miselnost, ki jo mi želimo imeti. Do konca tekme se borimo, da bi dosegli čim več zadetkov in hkrati, da ne bi nobenega prijeli. To je prava miselnost športnika, ki jo vsak na igrišču mora imeti, in ko to dosežeš, da nekako v harmoniji to vse skupaj funkcionira, da noben ne zaostaja, potem se lahko nadejaš, da bodo te tehnične in taktične stvari učinkovite. V primeru, da pa tega nimaš, potem pa tudi vsi ostali elementi odpadejo. Tako da tega smo zelo veseli. Tisti, ki mogoče še niso čist na tem nivoju, mogoče nekateri mlajši, ki niso tega vajeni, skušamo vsakemu dopovedati, da je to način, s katerim prideš do rezultata in da nekako izpolniš osebni interes in pa hkrati klubski interes. V zadnjih 2 tekmah ste dosegli veliko golov. Kako ste zadovoljni z realizacijo? Skoraj vsaka situacija, ki je bila danes na tekmi nekako realizirana, se je končala z golom, skoraj vsaka, in seveda to je pozitivna stvar, ki je mogoče v nasprotju s tem, kar se je dogajalo v prejšnjem delu sezone, kjer smo na tem področju imeli majčkene težave. So pa to pripravljalne tekme in seveda je pritisk na uradnih tekmah popolnoma drugačen, veliko več se od igralcev pričakuje in upamo, da se bodo vsi znali soočati s tem. Ne bo enostavno, ampak veliko lažje je zafunkcionirati, če v tem pripravljalnem obdobju te stvari štimajo. V soboto prihaja Rudež, precej težja tekma kot te zadnji 2 in tudi precej težje bo za igralce odigrati tako, kot so odigrali na teh zadnjih 2 tekmah. Seveda vsi pričakujemo težjo tekmo, kar si v določeni meri tudi želimo, da bi dobili mogoče malce bolj realno sliko in da vidimo, v kakšni meri lahko te stvari prenesemo v nek drugačen tempo, v neko tekmo, kjer je nasprotnik veliko bližje stoji, kot so danes igralci Kamnika. In to bo pravi odgovor pred začetkom prvenstva. Upamo pa, da so igralci to razumeli, da so danes pridobili neko samozavest, da vidijo, da igra lahko hitro steče, če hitro razmišljajo. Hkrati pa morajo pa vedeti in upam, da to vedo, da ne bo tako enostavno in ne bo tako lepo vse izgledalo na prvenstveni tekmi, ampak dajmo biti optimisti in razmišljati tudi v to smer, da nam bo večina stvari ratevalo in da bomo, tako kot smo danes dosegli kar nekaj golov, tudi na uradnih tekmah to dosegali. Najlepša hvala, srečno. Hvala.